Živeli! Super bi bilo, če se za praznik kdo zbudi. Ja, valjda se ne moreš zbuditi, dokler si v hudičkovi, hrčkovi derki, a ne? Kako boš ti bil to, kar si, če pa moraš služiti temu satanskemu džavolotu, ali kako že? In moraš. Kaj bi dal, da se lahko odpočijete in bi pravzaprav jaz ta praznik, ki ga praznujemo jutri, preimenoval iz praznik dela, ne, da izpraznimo vse delo, a ne, in v bistvu naredimo iz tega dan miru, ne, dan ljubezni, ne. Ministrstvo za ljubezen predlaga ljudstvu preimenovanje 1. maja iz dela, kako že praznik dela v praznik miru. Ja, dragi moji, jaz bi res želel, da v bistvu spoznamo globino, veličino in širino smrtonosnega ustroja, ki je deloval proti nam, imenovan sistem, imenovan matrica, vladanje, ukazovanje, narekovanje poti direktno v klavnico, kamor so nas preko dela zasužnili, da smo nevede služili njim. Mi smo božanska in neskončna bitja in neko omejeno bitje ne more narekovati tempa neomejenim potencialom človeka z dušo in srcem. Zdaj v parih letih korone, ki je začela odpirati stvari, smo prepoznali, da mnogo stvari ne štima. Nekako smo želeli, da bi večji, širši krog ljudi prepoznal, pa nekako stopil na stran srčnih, na stran pravičnosti, resnice in tako. Ampak žalostno ugotavljamo, kako velik procent ljudi še vedno obrača glavo stran od resnice, se ukvarja s nepravilnimi dejanji, pa vsi vemo, kaj je prav, a ne? In ja, vsak izmed nas bo mogel odpreti oči in slediti komu? Bogu, svoji lastni vesti. Ne bo se dalo več zatiskati oči pred tem, kaj ni prav. Ne bo se dal več zatiskati oči, ko greste mimo ogledala. Ne bo nucalo razbiti ogledalo, da ne bi sebe not zagledali. Pritisk pravzaprav vsakemu posamezniku narašča. Jasno je, da je tema zgubila na celi fronti. To veste vsi tisti, ki ste šli čez pasaže masakriranja in se zavedate svoje veličine, kaj vse ste mogli pregrizniti, da ste tukaj. Zavedajte se, da ste neuničljivi, ker vas družno in kolektivno skozi leta niso uspeli pripeljati v zapore, v psihiatrije, v zlome, v čustvene zlome. Preživeli ste, tukaj ste živi in zdravi. In prav je, da si od vse te gonje upravičeno odpočijete, ker si zaslužite počitek. Ja, in zavedajte se še to, da v bistvu zlo kot tako želi, da gledate nazaj, nekaj nazaj v preteklost, da gledate v napake, ki jih je džavolo naredil, da ja ne bi pogledali v sebe, da ne bi pogledali naprej, zaradi tistega, ker tisto, kar boste zagledali, če boste gledali naprej, je v bistvu pogubno za temačni svet. In človeštvo ne rabi prav nič drugega, kot prebuditi se iz močne kome in začeti lomiti jajca indoktrinacije, se soočiti s tem, da to, kar smo vedeli, ni bilo prav, nismo prav vedeli. Jaz bi tudi želel, da bi imel kje pri kakšni stvari narobe, pa se izkazuje, da mi teoretiki zarot, črne ovce, še kako smo imeli prav in smo bili označeni za nore samo zaradi tega, ker smo stvari videli in razumeli nekoliko prej. Ne popuščajte, bojevniki, in stojte za tem, kdor ste in kar ste, in ne dovolite, da tema prevladuje nad vami in vas vozi lulat. Imejte prečudovit kresni večer in še lepši praznik dela, da le ne bi bilo vam treba delati, da si lahko odpočijete v 2. maj, ne?
in da vam mogoče pripada tudi petek prej in da imate lepe prvomajske praznike. Želim vam vse dobro in mnogo miru. Naj bo to za dan miru. Uživajte in vse dobro. Vsem srečno!